Pozdravljeni v novi oddaji Petkov Extreme. Današnja oddaja je posebna oddaja. Jaz se spomnim iz prejšnje oddaje, sem rekel številko 7. Res je, Zdaj mi povej, kaj je. V bistvu pridem takoj do 7, ampak najprej nek uvod naredim, ker ti bo že znan, na kaj namigujem. Okay. Zdaj, mislim, da si ti isto takrat tudi naredil to, ja. Oba doma izpit že 10 let za avto. Ja. In 2007, zgodilo se je, da sem jih nazadnje nekaj iskal na računalniku. Ja. Sem malo gledal, kaj imam. Sem videl, da imam 10 pol CPP. Oj. In zato sem te vprašal nazadnje, od 1 do 7, in si rekel 7, Ja. od 1 do 10, Ja. si rekel 7, in sem pač izbral 7 polo. Nisem imel nič, eno kolegu sem dal, če mi tiste, ki so že rezultati gor, ne, če lahko ti so odstran. Aha. Pač mi da bo dale rešila. Oj. A pa to so zdaj imajo te pole ali... Ne, to so še naše pole. Zdaj Mora to omeniti, ker teli zdaj so ga malo bolj najet, Ja. zato ker imajo, ker je malo težje vse skupaj, mi smo dejansko imeli teh 10 ali malo več pol je bilo, no. Ampak vse so bili na isti. Jaz sem naredil prve, ampak Jaz tudi. upam, da... Zdaj, ne spomnim se več, koliko smo imeli, 2-3 napake? Ja, nekaj tazga. Max, ja, no. Ja, ne vem. Ja. Nemam pojma. No, znamo nadaljevo odkole naredila, mi da le tole rešila, Ja. pa kar rešila, nazaj pridemo, pa bomo skupaj rezultate pogledali, pa te više lahko rešval, zato ker bojo se tudi vprašanja izpisvala. No, Zdravo. prav. Prav? Okej, zmenjeno. Srečno. Čau, tudi tebi. Sva nazaj, midva sva rešila test, sva se pa ene parih vprašanjih kar spogledala. Ja. Imava tudi večkrat problem, ker imava vse skupine takih... No, vse oni tudi Bova. dejansko, kot mi da vidimo. Aha, zaradi tega, ker imaš samo te slike. Črno-bele, Ja. še črno-bele. To je vijolično-bela, pa piksla sta tok, da... Dobro. Penor. Tule imamo zdaj odgovore, Ja. pa bomo šli. Vi Emo. boste tudi videli, mi bomo tudi pač pogledali. No, dejmo. Se pravi, vsake eno vprašanje prebrala pa. Okej, gremo. No, dobro, bom jaz začel. Se pravi, pri prvih 3 prometnih znakih napišite razdaljo od kraja postavitve prometnega znaka izven naselja do kraja, ki ga označuje. Okej. Se pravi, ta prva si dal ti Nič. 0, jaz sem dal tudi 0, je 0. Jej. Jej. Se si pravilno si napak. Lejk sem imel drugo prav. Ta druga je od 150 do 250 metrov. Kaj, jaz sem dal 0. Ja, ne, veš, to je to, ki imajo, ki ima puščice. Ja? Ki ima Za puščice. 600 metrov naprej je... Ja, ampak šele od 150 do 250 metrov od tistega kraja naprej. Aja. Aha, sem se pa spomnil. Dobro, Vse bom merkal, če mu otroka videl, mislim. Zakaj sem tle zdaj? Tukaj imaš Nič minus dobil. piko. Ja. In tret je, ja, 100 metrov. 100 metrov, ja. Dobro, mislim, to je kar logično, ne? Mislim, pač, če piše spodaj 100 metrov, je najbrž čez 100 metrov, ne? Ok, pej, naslednji. Naslednjo imamo pa, se pravi... Ja, se pravi, imaš tele znake, Znake, ja. pa imaš različne odgovore, pa smo pa postavili. Tako, Ok. ta prvi znakec sem dal jaz, da je to bočni veter z leve strani. In je res. Je res. Ja. Okej. Drugi smo dali 12, jaz. 12, ja, divjati na cesti. Tako je, pravilno. Pol imamo... Štirka je... mislim, ni štirka. Ja. Naslednji, tretji, oziroma ja, je 11. Je 11, je pravilno, najmanjša razdalja Najmanjša razdalja med med vozili. vozili. Ja. Pol imamo... Ta kolo, 9, tako, ja, to imamo 9, ja. in je 9, Kolesarska je prav. steza ali pot. Je prav. Pa imamo naslednji kolo, Naslednji je 13. 13, prepoved prometa. Prometa za kolesa, In pa ja. ta zadnji je 6. Zaradi tehničnih težav bova še enkrat prebrala vprašanje. Se pravi, kaj pomeni izraz ogrožanje v cestnem prometu? No, zdaj, ker je lih to zaštekal, so se mi že okoli tega odgovora. Jaz sem dal te prvo. Jaz sem dal pa te drugo, ker sem narobe razumel vprašanje, tako da sem najbrž se zmotil. Ja.
ker je pač neumno drugo. Sam preberva, se pravi, prvi odgovor je ti preber. Ravnanje v nasprotju s predpisi, s katerimi je bila povzročena nevarna situacija, nesreča pa se ni zgodila. Ja, zaradi tega, ker je ogrožil. Jaz sem pa razumel, da je ogrožen že bilo neki in več, na hitro sem prebral. Zato je treba v prometu biti pozoren. Ja, vedeti, kaj pomeni ogrožen, ali pa če se je že zgodil nekaj. Ne? Ker tukaj bi jaz pogrnil, ker ne vem, kaj pomeni ogrožen. Ker jaz sem dal pa ravnanje v nasprotju s predpisi, s katerimi je bila povzročena prometna nesreča, zmanjša materialno škodo, ker žal ni res. Vidiš, in zaradi takih vprašanj si padel. Streč, jaz jih nisem. Zdaj imamo pa naslednje vprašanje, kjer je možno več odgovorov. No, okay. Kaj lahko pomembno zmanjša vašo zbranost pri vožnji? Jaz sem dal uporaba telefona, pa iskanje raznih predmetov po vozilu. Jaz pa uporabljam mobilnega telefona, iskanje raznih predmetov, pa klapljenje med zasenčenimi in dolgimi žarometi. Se pravi, če se ti skozi tako igraš? Ja, vem, sam preklapljanje. Jaz bi rekel, da... No, pa pogledajmo odgovor. Lej, ni! Ni! Ja, preklapljanje ni. Ja, sej, a veš, telefon gledaš, ali pa, a veš, nisi pozorn, ti imaš pa lahko še zmeraj oči na cest, pa šaltaš. Ok, ja, je res, ja. Sam tudi ni glih. Lahko ti, če se ti igraš s tistim, lahko si manj pozorn. Je res, ampak ne vem. Ja. Sicer ne vem, te odgovore... To je tako pač, ja. Pa kaj je bilo še spremljanje prometa za vozilom v notranjem okolju? Se pravi, če skozi gledaš ga gor, ja, tudi konc lahko, ne, če naprej ne gledaš, ampak... To so butasta vprašanja, če me ne vprašaš. Pač res. Tukaj ni prav. Ja, se je pač, moraš se malo spremljati. Na koga ste dolžni v cestnem prometu posebno paziti? Se pravi, na hitre voznike. Ja. Na starejše osebe invalide? Jaz tle nisem dal, čeprav verjetno bi mogel, ker... Ja, jaz mislim, da moraš... Starejše, sam, sej, a veš, oni niso na cest. Oni so recimo na pločnik, sej ne bo šel invalid, ker na cesta. Ja, kaj pa, če se spotakne starata, kako mi hod? Ja. Moraš biti pozoren, če ga vidiš. Ja, sem tudi na vozila s prednostjo, pa tudi lahko to daš. Ja, tudi, ja. Pa vse mogo dati. Ja, v bistvu, jaz bi tudi... Jaz sem na osebe, ki niso v celoti sposobni za samostojno udeležbo cestnem prometu. Recimo, jaz sem to dal. Jaz sem dal prvo pa zadnje. No, jaz sem dal pa v bistvu razen ta zadnje. Kaj so pa pravilni odgovori? Ta srednja pa... Mislim, na starejše osebe... Kva? Samo na starejše in invalide? Kva, na hitre voznike pa ne rabiš biti pozoren? Se moraš biti na druge merkat, ker na sebe, konc koncev. Ok, narobe. Kva? Ja. Oh, bad. Pa na osebe, ki niso celoti sposobni za samostojno udeležbo. Ok, to malo čakaj, jaz sem kuli nekam dal, tako da bom še klesi dal. Čakaj, ne spliko? Aha, si se malo igral? Ja, malo sem se igral. Se pravi, kako ravnate v tej situaciji? Midva, no se videli isto, pač predvidevamo, da v tem desnem spodnjem kotu, da so ljudje. Pa najbrž je cesta, ki ni glih velika, ampak... Glavno na ljudje hodijo po pločnik in zdaj kaj narediti? Zmanjšaš hitrost. Jaz sem dal pa B, zmanjša hitrost in se pomaknem na levo stran, smernega. Še zmer na svojem opasu ostanem, ampak malo levo za vsak slučaj. Ja, jaz sem mislil, da je to toliko majhna, da itek sploh nimaš šanse po... Ja, a veš, kaj ne vidiš, ne? Kako ne jaz tukaj? Ja, rečemo, da tukaj ne bo pike štela, zato ker res, ker ni slika taka, kaj mora biti. A veš, ker če je samo do tukaj cesta, pa da se mi tle en prpele nasprot, kaj smo pa na njegovem pasu pelno. Ja, hecna slika je. Ja, spet sem zafrknil. Dobro, ampak to sva rekla. Ok, dobro. S kakšno največjo hitrostjo smete voziti po hitri cesti? Zdaj sva se imela malo, jaz sem imel malo držav. Po hitri cesti 110. 110, ja? Ja. Po cesti izven naselja je 90. Tako, ja. Zdaj pa, če imaš ket, ne? Če imate na pogonskih kolesih nameščene snežene verige. Snežne.
Jaz sem dal 50. Jaz tudi 50, sam ne vem, koliko je realno. Ja, ne 50, samo Ja, prav. 50. Jaz sem pozabil to. Jaz sem v dokaz našel, ene 50, če v naselju 50, ene 50 se po moje. Čas je. Ja, Až kjer ni, ne vem, 60 bi bilo čudno, Ja. ker ni sploh omejitev, 40 kjer 60. tudi. 70 bi bilo pa že preveč. ja. 40 pa premalo. Ok, ali je ustavitev na avtobusnem postajališču dovoljena? Ne, ni dovoljeno, sem dal. Je dovoljena, razen vsa ta srednja, se pravi, ali če ni oviran promet, pa če je na hiter. Dovoljen sem zaradi vstopa ali izstopa potnika na avtobusnem A ja, če ni oviran. Izven vozišča, če Ja. ni oviran, jaz sem dal to. Okay. In ta je prav. Ja, jaz sem spet zafrknil. Ja, jaz ne bi naredil teh pol, vidim, bomo videli. Na katerem mestu ne boste začeli s prehitevanjem, razen na smernem vozišču z najmanj 2 prometnima pasovoma? Ta je že tako kompliciran vprašanje, Ja. da ga ne zastopaš. Jaz sem ga ene 4krat mogel prebrati, da sem dojel, kaj sploh Zdaj, hoče od mene. Jaz sem dal, jaz sem dal na nadvozu, Ja, pa pred nepreglednim ovingom. Valjda, Jaz da sem ga dal boš pa še- parkiral. pred prevojem. Pred prevojem, zdaj, mogoče sem glup, ampak ne vem točno, kaj je prevoj, kaj mi hoče povedati nekdo. Jaz sem si Da je to prevoj. da previješ, ne vem. No. Odgovor je pred prevojem, pa pred nepreglednim ovingom. Nadvozu pa ne, vidiš. Ja pa, no čudn je, ne vem, na nadvozu. Ja, če imaš ti normalno cesto, greš šlo. Ok, minus. Ja. Kdaj mora voznik vklopiti utripalke? Ja. Pri vzvratnem parkiranju? Ja, itak. Ja. Pri vzvratnem obračanju? Ja, Je. itak. Kadar vozi v zadnjo kolono? Ne, to pa ne. Itak ti In to ja, prav. malo To, prav, ja. to so take, ki bi dejansko, ki so recimo v redu vprašanja, ki rečeš, ok, v redu, to moraš vedeti. Mislim, pač za tisti v prevoju, pa čeprav Ok. jaz sem prav rešil. Ja, ampak spet ne, ker ti si dal 3 odgovore, sta pa samo 2. A ja, no dobro. Ok, kako ravnati v tej situaciji? Slika? Ja. Se pravi, sem dal odpeljem pred zelenim avtomobilom, zato ker je v bistvu Gregor predvideval, no, da ima on stop znak. Ja. Ja, jaz sem tudi predvideval, da je In zato pa, sem pa dal predvideval sem tudi, da je zelen avto. Kljub Ja. temu, da je vijolično bel. Ok. Ja. Pred križiščem počakam, da prvi odpelje zeleni avtomobil. Ja, to je po moje fora, ker ne vidva dejansko unga. Ja, Ker meni se ker res je dejansko stop znak. Tako je, taka oblika je kot stop znak. Če pa ni stop znak, pa je itak logično, da napačen odgovor. ja, jaz. Ampak nisva kriva. Ja, ker ne vidva za to. Ali sme zapeljati voznik zelenega avtomobila na krožno krožišče? Spet ne vidim, kjer je zelen, ampak predvidevam, da tako Ker ne se gre. vključuje na krožno. Tako. In je odgovor. Sme, ker z vključitvijo na desni prometni pas nikogar ne ovira Ja, ali in ogroža. to mislim, da se ljudje mogli dejansko vedeti. Točno Ker to, meni gre na vsi živce čakajo. umni, ne pa meni gre na živce ker gre, se pravi, po tej z najbolj zunanjemu cel Cel krog krog, dela. ja. In gužva pol dela, tega mi je najbolj na živce. Meni tudi. Ker ne zna iti na notrni pas, če gre v tretjem križišču ven. Ja. Ja. Mislim pač Ker- izvozil. Ne vem, se boji, da ga on zbavča, bo iz notranjega šel. Ja. Glavno, To je ta menšo- srednja, ja. To je v Mengšu velikrat se dogaja na teh krožnih, ki jih Ja, imamo. vem. Tako da, ja. Je prav. Ok, Pravilno. jaz, naslednja. Nameravate zaviti na levo, kako ravnate? Zdaj, Spet ne vidva. ali? izvah, v bistvu samo fol sploh kaže. Tako da mi sva rekla, da je recimo, da je rumena luč svet. Ja, to so In se da pa pač, dogovorila. ustavim pred prečno črto in le imamo prav, očitno je bila res. Ja, si, Rumena mislim, luč. vsi, če malo po logiki, mislim, Ne ne bi če se- bi ne- bila ne bi- rdeča narisana, je pač logično, da se moraš ustaviti. bilo- Če pa zelena, ne, pa ne, pelaš. ne bilo fore, ker zakaj bi... Ja, mislim, če je zelena pela. Mislim, Okay. razen, če bi bil avto nasprotno, tega pa tudi vidim, da ni. Kako ravnate v taki situaciji? Ja, Se pravi, kolesarca, a ga zbiješ, a ga spustiš. krožišče prevozim pred kolesarjem, logično. Ja, Ja, nisem dal res tega, ampak pač ja. Če, Kva? Ja, ker imaš prednost.
Ja, pa ti imaš prednost. A me ti zabavaš. Ampak ti, a ja, lej. A ja, to ni. Ne, lej to. Kolesar ima trikotnik, sam ga nisva videla midva. Šele da ga vidim. A ja, to so pa pomanjkljive slike. No, ampak... Še zmer, če ga vidiš, kolesarje, Boš počakal. ki ne gleda na tebe, ki boš slepo na cesto, boš valjda počakal, no, Ja. kar pelo pred To je to nam kolesarjem. imela prav, zato ker... Čeprav nima. Ja, ampak ti... Ja, Nisem videl, jaz tudi nisem jaz videl. tudi ne. Ampak sej, če on nima te, on ima prednost. Ja, tako. Tako da je... Ja. Ja. No. Nameravate zviti na levo, kako ravnate pri policaju. Tlele sem bil jaz malo zmeden, ker Tudi spet je zaradi slike, pa tudi ne vidiva ne točen, vem kaj dela. točen, kaj je on prav. In očitno sva imela narobe. Če ni vozil iz nasprotne smeri, zavijam levo. Jaz sem dal namreč na prvo. Ustavim in Ker- počakam na znak, nisem ker jaz sem mislil, da mi predvidel- tako stoji. Jaz sem Pač pa Zgleda predvideval, ni tako. sem pa predvideval, da unam v bistvu te drugem kaže promet, pa da moram res počakati. Ok, Ja, no, pač ne vidiva. napačno. Ne vidiva. To je izgovor, ampak... Ja, Vsem. ampak res ne Ampak vidiva. je Jaz sem mislil, da dejanski mi tako izgovor. stoji, pač res ne Sem vidiva. pa v bistvu videl, pa sem narobe značil. Kakšno razdaljo prepeljete pri vožnji z hitrostjo 90 km/h v 2 sekundah? Kakšno razdaljo prepelješ Jaz v sem 2 dal sekundah? 70. Jaz sem dal To pa 50. obstaja račun za to, ampak ker Ja. sem ga pozabil. Ne, se je čisto lahek račun, se pravi, ti daš 90 km, se peleš na uro, ne? Ja. Se pravi, imaš 90 km, se pravi, to 90 km je 90 tisoč metrov, a ne? Ja. Se pravi, 90 tisoč metrov je v eni uri, deljeno iz, Križen račun. deljeno iz 1 ura ima koliko sekund? 3600, se pravi 90 tisoč deljeno 3600, pa dobiš koliko sekund, krat 2, In zaradi ti tega, si da računal imaš 2 50. sekunde. Ne, ker nisem šel računati, ker sem jim dal, sem mu Ti dokaj si dal, dal 50, jaz sem dal pa 70. da vidimo, Govor kje je. Bravo. 50. 50, bo. bravo. No, ja, sem zračunal, ja, Bravo, dobro itak, že. itak. Jaz sem dal 70, zato ker sem isto na oko računal, a veš, 92 sekunde, ajde, recimo, da je... Krat 2 moraš dati, a ne? Ja, ne, sej, pa še. Ok, ali je potrebno pri vožnji po mokri cesti povečati varnostno razdaljo do vozil pred sabo? Ta je neka taka logična in ja, ker se zavorna pot občutno podaljša. Tako, tako. In mama prav. Ne, boljši odgovor drugi. Da, saj v takšnih pogojih akcijski čas vozika v bistveno podaljša, ali pa ni potrebno. Ne, ni ta tista, ki sem mislil eno drugega vprašanja. Ok, naprej. Vozite v zimskih razmerah. Kako ravnate pri vožnji skozi oster ovinek? Tega sem mislil, da je bil prejšen. Se pravi, istočasno zaviram in dodajam plin. To. Jaz sem, ja, Nisem dal tega, ampak ja, zakaj ne? Jaz sem dal ta drug in ta tretji odgovor. Se pravi, to pa pomeni, hitrost zmanjšam že pred ovinkom, Odlično. tako, pa v primeru zanašanja stisnem stopalko s klopke. Ja, najprej sem v bistvu se mi hecen zdel, sam pa sem pa pomislil, da dejansko najbolj lahko obvladaš avto, če te zanese. Če bi pa driftal, bi pa te zanimalo. Ja, pred ovinkom naglo zasukam volan. In mi dva mava prav. No, jej. Imamo naslednjo? V kakšnem primeru lahko med vožnjo uporabljate mobilni telefon? V vsakem primeru. V vsakem. Ne smeš. Ja. Ta zadnja. Če uporabljam v vozilu grejeno napravo s prostoročnim telefoniranjem. Ne, sam jaz mislim, da je tudi ta prva, ne? Mislim, ta druga, če sprejmem Ja, klic. ampak... Če je res pomemben klic. Aha, a ja, če sprejmem. Ja, Aha, ja, ja, to. valjda. Ja, Glej, ko bo rodila to, ja, ja. boš se na vse oglasil. Tako, itak. Logično, sem to zavita tudi jaz. Tukaj ni sploh vprašanja. Ok. Nezadostna količina katere od naštetih tekočin lahko najbolj vpliva na varnost vožnje? Hladilne, zavorne ali Tekočine v akumulatorju. Ja? Se tekočine. pravi, jaz sem dal zavorne tekočine, ki Tudi je jaz pač najhujš. in seveda je Ja. prav. In še ta zadnjo, se pravi, kaj lahko pripomore k manjši porabi goriva? Umirjen slog vožnje. Mende ne boš spreminjal hitrost ali pa s hladnim motorjem šel, ne vem, po cesti. Pogoste kratke Do trgovine vožnje s pa hladnim nazaj, ne. motorjem. Ta Kratke vožnje, ker še ne piše kratke vožnje, ker veš, da je večja poraba, če je kratka vožnja. In ja, ta drug je Ja. prav. Dobro, to je pa to. Zdaj pa pogledala, koliko imamo v bistvu prav, pa koliko imamo narobe. Kako so zafrkane Se stvari. pravi, ne, 1,
2, 3, 4 napak. Jaz pa več. 1, 2, 3, 4, 5, 6 napak, 7. A ja, tle, ki sem dal. Tle, ni pomina, ne? Ja, 7. Jaz nisem naredil. 7 napak. Jaz pa 4. Kar, ne vem, po mojem, da tudi nisem. Po mojem, da je 2, 3, recimo, da je še. 3 bil še. Ja, samo to so butaste, a ne? Ti, če si, ne vem, ta prvi del prav rešil, ki je dejansko pomemben, pa pol, če si dal, ne vem, tlej kakšne glupe situacije, ne vem, na koga ste dolžni v prvem mestu posebno paziti, ja, koga vse, mislim, se moraš skozi gledati, ne pa, da so tukaj, zdaj, ko sem dal pa jaz, da bom pozoren na hitre voznike, da bom pa padel. Zaradi tega, ker sem pozoren na hitre voznike, mislim, halo, pač ja, zaradi takih stvari so včasih nekateri padali, pa po mojem, da danes čez mer, in to je butast. Ne rečem, da padejo unike, ne ve, kaj je znak trikotnik. Ja. Ampak dobro, tako pač je narejen in tako se moramo držati. Kako pa ste vi imeli? Ja. A ste kaj boljš? A ste imeli vse prav? Tako. To je To to. je to. Ja, s tem si zaključujem, drug teden ne bova, najbrž ne. Ja. Ta bo pa tudi verjetno v soboto prišel. Ali pa mogoče še v petek, to, kar zdaj gledate. Ja. Se malo modi. Ja, ne vem, če bo čas jutri za zmontirati vse to. Bomo videli. Lep petek. Lepo se vidite. Adijo.